skozi osnovno šolo sem imel to izkušnjo, da so me sošolci zafrkavali. Pa ne samo sošolci, cela šola praktično. Na začetku bolj zaradi primka, nadaljevalo se je potem, ker sem imel kakšno kilo preveč. Nadaljevalo se je potem že v tem smislu, ker nekoga si pač izberejo in ja, bil sem tisti, ki sem bil tam vedno na voljo na nek način, da se spravijo na mene. Večinoma so bile to besedne stvari, nekaj malega bilo tudi fizičnih bojev, predvsem iz tega moje takratne žalosti, jeze, da mi dam vedeti, da to ni prav. Sem se potem kdaj tudi malo stepel, nikoli nič na srečo resnega. In ko sem potem v tistem obdobju, času potem še odraščal naprej skozi srednjo šolo, razmišljal o tem, kaj sploh hočem od življenja, ni bilo nobene vizije, ni bilo nobenega upanja, nobenega smisla ni bilo v vsem tem. In enostavno sem nadaljeval svojo pot, kot sem rekel, zaprt v sobi, igral v igrice cele dneve, cele noči predvsem, no. Dostikrat do 6-7 zjutraj, potem sem pa skril na hrbtnik, da so moji mislili, da sem šel v šolo, šel spat tiste 3-4 urce, ker smo imeli na srečo v 2 nadstropjih stanovanje in sem lahko se skril v drugo sobo. In ko sem se zbudil in so bili vsi sošolci že na gimnaziji, sem jaz naprej igral v igrice. Dostikrat niti nisem šel v šolo. Sploh ne vem, kako mi je ratalo, da sem jo naredil. Kje se je pa vse skupaj prelomilo, je bilo pa v situaciji, ko sem prvič doživel, da je prišel nekdo do mene in mi ponudil poslovno priložnost. Takrat v mrežnem marketingu, ampak kar je meni pomagalo, da sem spremenil to, da danes lahko tukaj na kameri z vami se pogovarjam, je bilo to, da me je vprašal, kaj so moji cilji. Vprašal me je, kaj si želim. In čeprav sem takrat zmotno začel razmišljati o tem, ok, želim denar, želim lepe avte, hišo, prijatelje in vse te stvari, vseeno dal mi je tisto, kar mi dostikrat nihče drugi ni uspel dati. Pa ne rečem, da kdorkoli je bil kriv za to. Sam nisem prosil za pomoč, sam nisem iskal zares rešitve. V tistem obdobju sem dejansko želel se počutiti slabo na svoj način. Kljub temu, da sem v sebi jokal, ker me noben ni maral ali pa ker nisem imel občutka, da bi me kdo maral, so bili ljudje zunaj, ki so me poklicali, greš z nami ven, a se dobimo, gremo v kino. In dostikrat sem rekel ne in se potem smilil sam sebi.